Ok. Dobro, danes vam bom predstavil, kako se v bistvu naredita dva plina, to sta pa vodik in kisik. Torej, kaj delam tukaj? Najprej sem vlil v mojo posodo mešanico destilirane vode in pecilnega praška. V tej posodici imam v zaporedju zložene ploščice iz nerjavečega jekla. Kvaliteta ploščice izmenjuje zaporedoma, naprimer, če je prva ploščica pozitivna, je naslednja negativna in potem pozitivna in negativna in tako naprej. Tako da najbolj pomembno je to, da sta si dve ploščici z različnima nabojama blizu skupaj. Tako je reakcija bolj učinkovita. Torej, med ploščice sem dal izolator, da je med njimi nekaj prostora, da se ne stikajo. Zakaj v vodi pecilni prašek? Odgovor je zato, da je voda bolj prevodna in da se ustvarja v bistvu tako tudi več teh plinov vodika in kisika. Če je voda destilirana, v bistvu ne prevaja, če pa notri nalijemo vodo iz pipe, ima pa veliko nečistoč, kar pa nam hitro onesnaži vodo in reakcija ponovno ni tako učinkovita kot drugače. Torej, priklapljam te ploščice na akumulator 12 V enosmerne napetosti. Tukaj je važen tok, toka porabi tale postopek kar veliko, odvisen pa je od tega, koliko pecilnega praška damo v vodo. Torej, kaj se bo dogajalo pri tem procesu? Na negativnih ploščicah se bo sproščal v obliki mehurčkov vodik, pri pozitivnih ploščicah pa kisik. Torej, ta dva plina bosta v tej manjši posodi, ki jo ravnokar zapiram, se bosta sprostila in bosta odpotovala po tej cevki v naslednjo posodo. V tej posodi bodo mehurčki zaradi večjega pritiska v prvi posodi prišli pod vodo navzven in šli navzgor in po drugi cevki ven. Torej, kaj je namen te druge posode? Druga posoda je nekakšno varovalo, če pride do eksplozije, kar bomo tudi videli pozneje, da ne eksplodira tudi prva posoda, tako da se eksplozija ustavi pri prvi, torej to je kot nekakšna zaščita. Kaj bi še moral povedati tukaj? To je v bistvu dejansko prvič, ko sem priklopil celotno zadevo skupaj, zato toliko opazujem, če vse deluje pravilno in sem tudi osupel nad rezultati, kajti mehurčki so konstantno prihajali in torej je bila produkcija teh plinov kar dobra. Torej, zakaj bom uporabil ta plina? Dejansko še ne vem, opcij je veliko. Kot vemo, vodik je lažji od zraka, lahko ga napolnimo v kakšen balon in ta balon naj bi teoretično letel. In tudi lahko se uporabi kot kakšno gorivo. Delal bom tudi poskuse, da bi naredil kakšno vozilo na ta plin, ampak mislim, da me čaka še zelo dolga pot do tega, kajti celotna, kako bi rekel, tale naprava je narejena res primitivno. Ja, prej sem pozabil še omeniti eno stvar, torej zakaj uporabljam nerjaveče ploščice. Kajti, če uporabljam kakšnokoli drugo kovino, ki oksidira ali rjavi, na primer železo, baker, aluminij, karkoli od tega, se ta postopek oksidacije ali rjavenja zelo pohitri, če jih uporabljamo za postopek elektrolize. Zato uporabljam nerjaveče jeklo, ker v bistvu drugi materiali niso primerni, čeprav je res, da je nerjaveče jeklo rahlo ima upornost večjo, ampak je vseeno bolj primerno kot pa ostale stvari, kajti naredijo našo raztopino bolj onesnaženo in je zato res počasnejša proizvodnja tega našega vodika. No, seveda vse bakrene žice, ki sem jih povezal na te nerjaveče ploščice, sem dobro zaščitil z tekočim bitumenom, sem jih premazal in zaenkrat še kar dobro drži. No, sedaj pa poglejmo dogajanje na tem posnetku. Pripeljal sem nov akumulator, ki ima večjo kapaciteto od prejšnjega in je tudi bolj zmogljiv, novejši in to. Vidite, produkcija vodika in kisika je veliko boljša kot poprej in sedaj bom naredil manjši poizkusek z vžigalnikom in nastavkom za polnjenje žog. Ja, razneslo je. Ja, tako ja, razneslo je, pričakoval sem nekakšen plamen ali kaj podobnega,
Upal sem, da bo iz tega nastavka prišel res majhen plamenček, da bo lepo nežno gorel, ampak namesto tega je prišlo do silovite eksplozije, ki je tudi upognila tale nastavek. Poletel je tudi v steno, ampak to ni zanimivo. Poglejmo si raje naslednji poizkus, ki je v bistvu enako ta, ampak sem upal, da bo vsaj sedaj malo plamenčka nastalo iz tega nastavka, ampak nažalost sreča ni bila na moji strani. Ste slišali tale zvok, kot bi izstrelil z zračno pištolo. Ampak dovolj o tem, kar skočimo na drugi posnetek, kjer je bilo malo grše kot pa na temu. No, kot vidite, tukaj ponovno poskušam prižgati plamenček. Uporabljam nastavek za polnjenje žog kot poprej, a pod njim je posebna plastika, v kateri sta dve luknji, skozi kateri naj bi ta plamen vlekel pline oziroma zrak iz okolice in tako naj bi nastala pravšnja mešanica za gorenje. Ampak temu ni bilo tako. Ali ste videli tole? Poglejmo si to še enkrat po počasnejšem posnetku. Noro, kaj ne? No, mislim, da sem videl, da se je nekaj zasvetilo me. Dajmo to še čist malo počasniti, da vidimo, kako to izgleda. No, vidite, pravilno sem videl, res je nekaj zasvetilo. No, sedaj se veste, zakaj se uporablja ta plastenka. Torej, v njej je eksplodiralo, ni pa razneslo tiste posode, v kateri je bila vsa tako imenovana tehnika, v bistvu ploščice iz nerjavečega jekla. Torej, to je bila resnično zanimiva eksplozija v živo, verjemite mi, je malo bolj strašno kot pa na takšen način. Sedaj je še pa na vrsti poizkus z balončkom. Torej, kaj bomo naredili z njim, boste videli v kratkem. Sedaj pa, no, tukaj lahko vidite, kako se polni. Jaz sem temu balonu v bistvu pomagal, da se napolni s tem, da sem stisnil plastenko in tako iz nje izrinil vodik in kisik v balon in tako počakal, da se ponovno napolnita v flaši in tako dalje. Sam je bilo strah, da kaj spušča in da bi plini uhajali in na tak način se mi zdi, da se je več vodika dejansko, da je več vodika in kisika dejansko šlo v ta balon. No, sedaj pa kar pogledamo, kaj se zgodi z njim. No, tukaj ste lahko tudi videli mojo mamo v vlogi snemalca. Zelo se je zatresla roka in s tem je v bistvu dodala zelo lep efekt za tale pok. In seveda, kot je v navadi, si bomo tole pogledali še enkrat v počasnejšem posnetku. Še kar? Ja, res je, še kar. Poglejmo to super počasi. Prvo je cel balon, nato vidimo malo balona v levem zgornjem kotu in nato še ta izgine in počasi eksplozija lepo izginja. Je še nekaj iskric v zraku, ki pa tudi kar hitro izginejo. To se zgodi resnično hitro. In ko sem stal takole blizu te eksplozije, sem v bistvu začutil to toploto po temu, ko se je eksplozija že zgodila. Mislim, to je res neverjeten občutek. In ja, to je to vse, kar sem vam danes želel pokazati in povedati. Če vam kaj ni bilo všeč, pustite pod komentarji dobrih stvari glede tega videa, tako in tako vem, da ni. In ja, mogoče bom še naložil kakšnega, ampak dvomim, torej mogoče se vidimo še kdaj ali pa tudi ne. V glavnem želim vam, da se imate lepo in čau.